V atriju novomeške knjigarne Goga je tokrat potekal literarni večer z letošnjim dobitnikom nagrade Kresnik Andrejem S. Kubicem s predstavitvijo romana Koliko si moja. Koliko si moja se zdi na prvo branje spet ena manjša, intimna Skubičeva romaneskna zgodba. Koliko si moja je zgodba o ljubezni in zgodba o lastnini. Je zgodba o posamezniku, ki se mora soočiti z izgubljanjem tistega in tistih, za kar in za katere je mislil, da jih ima. Tako kot v scenariju, ki ga protagonist piše, se tudi v romanu izriše absurdna tragična zgodba, kjer tip sredi zapletenih zgodovinsko zahtevnih okoliščin pravzaprav nastrada po naključju. Ker mu tega nihče noče priznati, bo o časti in dobrem imenu na koncu odločalo sodišče. Ja, če bi čisto na kratko rekel, je zgodba o lastnini, o tem, koliko lahko posedujemo drugega človeka ali pa koliko lahko posedujemo zemljo ali pa sploh karkoli. Glavni junak je možakar, ki ugotovi, da je pač svojo punco imel zelo samoumevno, zato ga ona šokira s tem, da ga izda, da ga prevara in potem počasi ugotavlja, koliko si lahko pridobi, koliko si sam želi in koliko si je sposoben pridobiti nazaj nekak pravice do nje. Nekateri so njegov glavni moški lik označili celo za feminističnega. Ja, ne vem, jaz sem pisal kot moški zgodbo moškega, kakršen bi se moral danes nekako spopadati z današnjimi odnosi, se mi zdi. Te teze pa nisem jaz postavil. Avtor je za ta roman prejel že svojega drugega Kresnika, saj je prvega dobil že pred dobrim desetletjem za svoj literarni prvenec z naslovom Grenki med. Ja, nagrada vsakeč, ko jo dobiš, je pač presenečenje. Ne domišljam si, da to pomeni, da je to res najboljši roman, kar jih je lansko leto izšlo. Je pa že sama nominacija vedno tako prijetno presenečenje, ker ti pove, da tako slabo pa le nisi napisal. Tisti, ki pa na koncu dobi nagrado, ima pa tudi malo sreče pri tem. Glede na to, da je bil za prvence, je bil vsekakor bolj poseben, ampak tudi ta je bil po že par prejšnjih nominacijah zdaj končno spet en. Ali je nagrada za njegov prvi roman predstavljala pritisk za vsa njegova nadaljnja dela ali mu je dala polet za še več pisanja? Ni bil pritisk, meni je takrat to, da sem za prvenec dobil nagrado, mi je dal predvsem samozavest, da sem začel malo resno jemati pisanje, da sem se takoj lotil pisanja naslednjega romana, da sem potem konec koncev tudi pustil redno službo in šel med samozaposlene kulturnike, kar mogoče drugače ne bi tako samoumevno se mi zdelo. Ni nek obremenitev ali tako, ker pač vsak, ki na to razumno gleda, ve, da niso dejansko nagrade tiste, kar res na koncu šteje, da pa je neka spodbuda to. Naš sogovornik pa se pogosto loti tudi prevajalskega poklica. Pri prevajanju v bistvu proučuješ druge avtorje, raziskuješ njihov jezik, proučuješ njihov način razmišljanja, je ena taka intimna komunikacija z nekim drugim talentom, z neko drugo miselnostjo, z neko drugo idejo. Kadar pa sam pišeš, si pa prepuščen čisto sam sebi, tako da dejansko ne vidim tukaj neke interference. Najpogosteje prevaja škotske avtorje. Med Škoti sem iskal kakšne avtorje, zlasti ko so mi bili zelo blizu, ko sem jih potem hotel kakšnemu založniku pač podvaliti. Sem pa tudi Irce, Američane prevajal, vse, kar mi je zdelo se zanimivo pa inspirativno. O svojih naslednjih projektih Skubič še ni želel govoriti, do takrat pa lahko uživamo v njegovem nagrajenem romanu Koliko si moja. Ni bilo 100% nujno, da sem šel samo na take stvari, načeloma zmeraj rad grem. Ker so fajn, pa ker je tudi za moško-ženski odnos dobro, če se oba dva občasno malo spočijeta drug od drugega. Res je sicer, da ona takrat ni mislila čisto tako, ker je nekaj sanjarila, da bi lahko šla midva v tistem času romantično praznovati novo leto v Štajn na Donavi, v Kamptal kupovati vino pa tako. Ampak imel sem tako dobro priliko, da bi bil spet malo stran od nje.
Ko sva se poslavljala, je bila malo mrka.